veš, kaj ljudje rečejo, ja, pa jaz bom meditiral, pa meditirala, ali pa hodil, pa hodila na tečaj, samo takrat, ko mi bo nekaj falil, takrat, ko nekaj ne bo v redu, ker rabim malo podpore. Ne, ti hočeš imeti celo življenje, življenje svetlobe, visoke frekvence, sreče, izpopolnjenosti poslanstva. Zato redno meditiramo, zato hočemo ves čas se nekaj duhovno izobraževati. Eni pač berejo duhovne knjige, eni hodijo Kristi na tečaj, zato ker so vsi njeni tečaji tako fajn, ker zveš take informacije. Ampak to je tisto, kar tebi zagotavlja dovolj visoko frekvenco, da si na tem planetu varen, da v tebe ne v bistvu udarjajo neki energijski napadi v roki, da se ne prime kar kakršnakoli negativa, kar direkt na te, razumeš, veš, ki smo imeli včasih une tatuje, ki smo jih v čigumih dobili, pa so se pa prilepili na nas in tako dalje. Zaradi tega pač mi moramo vzdrževati svojo frekvenco, zaradi tega meditiramo, zaradi tega hočemo imeti čim več znanj o spiritualnih študijah, o angelih, o meditaciji, o zdravilnih tehnikah. Zaradi tega, ker to je vse tvoj filter, da tudi, ko se kdaj zamaješ, razumeš, tudi ko pridejo taki trenutki, da nemudoma znaš ubrati metodo in da točno veš, zdaj rabim energijsko zaščito, zdaj rabim reiki, a veš, zdaj rabim svetlobno DNK terapijo, zdaj rabim angelsko priprošnjo, zdaj rabim manifestirati, karkoli izmed tega je. Absolutno. Absolutno, tako se ista stvar je pri preživetju. Zdaj, recimo v tem trenutku rabim vodo, zaradi tega, ker rabim spiti, ne vem, liter pa pol, 2 litra, kogarkoli že pač na dan. In v tem trenutku mi moje telo govori, da rabim vodo in spijem vodo. Zdaj nisem jedla že 5-6 ur, mi telo govori, da je lačno in rabim hrano. Kakšno hrano rabim? Telo mi pove, kakšno hrano rab energijo, se rabi umiriti in posledično izbereš ta pravo hrano. Če to delamo torej vsak dan, a pa rečeš primer, greš ven in zunaj je 40 stopinj, veš, da rabiš senco. Absolutno rabiš senco in greš in poiščeš pač neko zavetje v senci, zato da se ohladiš, zato ker čutiš, da ti una vročina že nabija v glavo. Torej, mi živimo tako v življenju, a ne? Mi res tako živimo. Torej, vsak čas tako nekaj poslušamo. Ne delamo pa tega s svojo energijo. Delamo to na fizični ravni, ne delamo tega pa s svojo energijo. Če bi se človek naučil to delati svojo energijo, potem bi bilo tega manj lekcij, prestreganja v roko, energijskih napadov, razumeš, osebnih nekih stvari, v katere se zapleteš, kljub temu, da ti ne bi bilo treba se zaplesti v to, tukaj si ljudje s tem vse prihranijo. Ker finta je tem, da če jaz čutim, da se nekaj ne počutim dobro in preventivno naredim reiki, mi ni treba obležati za 14 dni. Zakaj rabim potem, a veš, pa si že tam obležeš za 14 dni. A pa tudi, če sem zafrknila, pa sem obležala za 14 dni, si naredim pač neko terapijo. Če vidim, da se mi ves čas dogajajo neke neprijetne stvari, si naredim zaščito za to, da jih ustavim in da jim rečem, ne moreš priti do mene, zaradi tega, ker jaz pač tega ne dovolim. In zaradi tega delamo tečaje, delamo meditacije in tako dalje. Prišlo je to v bistvu iz enega takega zanimivega vprašanja ven, zaradi tega, ker je to ta stvar. In če si hočeš ogromno stvari v življenju prihraniti, ki niso nujne za izkušnje tvoje duše, potem je to najboljša stvar, kako se to dela, a ne? Je pa res, da nekateri ljudje pač delajo to bolj kampanjsko, posežejo potem samo, ko nekaj res narobe. Ampak jaz vseeno pravim, da ona klasična bo tukaj obveljala in to je, da je, kako se že reče, da je preventiva bolje kot kurativa, je to ta izraz, a ne? In zaradi tega pač, recimo v našem ateljeju imamo ogromno tečajev, a ne? Vsak človek, recimo, ki zbira tečaj, kako ga zbira? Kako človek zbira tečaj? Zbira na način, ko reče, kaj je moja največja preizkušnja, kdaj se v življenju počutim najslabše, ko drugi ljudje vplivajo name s svojim mnenjem, občutek imam, da me dobesedno hipnotizirajo in da ne znam odreagirati. Okej, potem se lahko odločiš za hipermasterclass šolo ali pa se lahko odločiš za recimo razreševanje podzavestnih vzorcev. Najslabše počutim, kadar ful čustveno padem, se začnem tresti.
se ne znam umiriti, a ne, ful se začnem trest in potem mi srce nabija, ful mi srce nabija in vse mi gre v glavo. Imaš tečaj samoumirjenja ali pa recimo tečaj meditacije, a ne. Ful velikokrat čutim, da mi telo še neke stare poškodbe, bolezni, ne vem, karkoli že spravlja na plano, predvsem ko duhovno rastem, se to lušči in pride ven iz mene. Ok, vse oblike reikija ti tukaj pomagajo, zato da bo zdaj telo šlo v to novo stanje in tako dalje. Vedno torej pogledaš, kaj je tisto, kar te energijsko zamaje, da lahko postaneš tudi dovzeten za kakšne negativne energije. Kaj je tisto, kar te energijsko zamaje? Ko veš, kaj je tisto, kar je, moraš vedeti, veriga bo toliko močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Ti moraš svoj najšibkejši člen poznati. A veš? In ko ti, za nekatere so to ful odnosi, nekdo jim nekaj reče, pa so oni čist fertik. Tečaj sorodnih duš. Nekateri imajo toliko intenzivne misli, da jih imajo na koncu migrene, ne morejo spati, zaradi tega, ker si jim možgani ne ustavijo. Brain quantum, tečaj samoumirjenja, tečaj meditacije. Torej, vprašaš se, v tem, da sem jaz močna veriga, je vedno najšibkejši člen, vsak izmed nas ga ima. Rabim ta svoj člen ne samo, razumeš, upirati, bežati stran od njega, se delati, da to ne obstaja, ampak rabim vedeti, da je tam in ga rabim okrepiti, dodatno ga zašvasati. Kaj ta člen je in kako se mi kaže? In z njim začnem, torej kot ta člen imam, zberem, kaj izmed tega potrebujem, kar sem že povedala. Ko je ta člen okrepljen, potem grem pa delati druge, razumeš, člene v tej verigi, kateri me pa veselijo, kateri so mi pa všeč. In vsezadnje tisto, kar je moja najmočnejša plat, da še okrepim. Ja, zelo sem, veš, zelo sem dobra v tem, da kanaliziram, pa greš na akademijo kanaliziranja, pa tako dalje. A ne? Pa bi rada še več tega. Ampak začneš torej pri tistem delu, ki rabi podporo in potem s tem napreduješ. In to so tečaji, ki jih seveda najdeš na potovanjeduše.si, a ne?